V okviru mednarodnega projekta Danube GeoEco, katerega cilj je spodbujanje uporabe plitvih geotermalnih hibridnih sistemov za ogrevanje in hlajenje v regiji Podonavja, je bila v vrtcu Martjanci uspešno izvedena pilotna investicija. V ta namen je v prostorih Bistre hiše v Martjancih potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili omenjeni projekt. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Moje ime je Kristjan, zaposlen sem na lokalni razvojni fundaciji za Pomurje in delam na projektu Danube GeoEco, v okviru katerega je bila izvedena tudi pilotna investicija v vrtcu Martjancu, in sicer gre za hibridni ogrevalni sistem z geotermalno toplotno črpalko. Čisto na kratko, najprej nekaj osnovnih informacij o projektu. Gre za projekt spodbujanja uporabe plitvih geotermalnih hibridnih sistemov ogrevanja in ohlajanja v Podonavju. Akronim projekta je Danube GeoEco. Izvaja se v okviru transnacionalnega programa Interreg Podonavje na programski prioriteti 2, bolj zelena, nizkoogljična podonavska regija. Projekt traja 30 mesecev in sicer se je začel 1.1.2024 in se bo končal 30.6.2026. Financiranje projekta skupne nekje okoli 2 milijona 500 tisoč. Gre sicer projekt Danube GeoEco, je transnacionalni projekt, v katerem je združenih 13 projektnih partnerjev, ki prihajajo iz 8 držav. V projektu je vključen tudi 15 pridruženih partnerjev in sicer skupaj vse z namenom spodbujanja uporabe plitve geotermalne energije za ogrevanje in hlajenje. V okviru projekta bo izvedenih 5 pilotnih naložb, vzpostavljenih bo oziroma že je 8 tako imenovanih posvetovalnih razvojnih skupin za plitvo geotermalno energijo. Pripravljen bo tudi en transnacionalni načrt, razvite bodo 3 skupne rešitve. Zdaj, kakšen je namen projekta? Namen projekta je povečati uporabo plitve geotermalne energije v podonavski regiji z vzpostavitvijo transnacionalnega sodelovanja na področju promocije in podpornih aktivnosti. Namen je tudi spodbujati vključevanje plitvih geotermalnih rešitev v obstoječe ogrevalno-hladilne sisteme na fosilna goriva, tudi dvigovati ozaveščenost ter krepiti zmogljivost deležnikov. Kot sem že omenil, v projektu sodelujejo partnerji, ki prihajajo iz 8 držav, in sicer iz Slovaške, Madžarske, Romunije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Avstrije. Projektno partnerstvo, 13 projektnih partnerjev, če omenim samo na slovenski strani sodelujeta lokalna energetska agencija ter Geološki zavod Slovenije. Največ partnerjev prihaja iz Madžarske, in sicer 3, 2 prihajamo iz Slovenije, 2 iz Madžarske in 2 iz Hrvaške. Po en projektni partner pa prihajajo iz Avstrije, Slovaške, Romunije ter Bosne in Hercegovine. Kot sem že omenil, v projekt je vključen tudi 15 pridruženih strateških partnerjev. Gre sicer za različne tipe organizacij. Na slovenski strani so vključeni Nacionalni konzorcij energetskih agencij Slovenije, potem Občina Moravske Toplice ter Slovenska vodna agencija. Zdaj, vloga pridruženih strateških partnerjev v projektu je predvsem podporna in svetovalna, ne sodelujejo direktno pri projektnih aktivnostih, ampak v bistvu prispevajo k širšemu vplivu projekta in trajnosti rezultatov. Zdaj, v bistvu oni bolj kot ne sodelujejo naprimer pri pomoči pri oblikovanju različnih strategij in priporočil, zagotavljajo tudi določene informacije z področja plitve geotermalne energije, aktivno sicer sodelujejo tudi pri aktivnostih projekta, naprimer na delavnicah, potem tudi pomoč pri promociji in tako naprej. Zdaj, to so v bistvu izzivi in rešitve, to so izzivi, ki smo identificirali v okviru projekta, in rešitve, ki jih naš projekt podaja, in sicer gre za 3 sklope izzivov, in sicer izziv pri izvajanju, to je v bistvu potrebe so znatne investicije, naprimer pri vgradnji za geotermalno vrtanje, potem izziv je tudi vgradnja toplotnih črpalk optimalne velikosti. Poleg teh tehničnih so potem tu še pomanjkanje ozaveščenosti deležnikov ter tudi uveljavljanje na trgu. Sicer je vse večje zanimanje vlagateljev, pa tudi oblasti, ampak je tudi zelo veliko geotermalnih tehnologij in tako naprej.
Za rešitve, ki jih naš projekt podaja, v prvi vrsti je to IT orodje za podporo odločanju pri načrtovanju in optimizaciji tehnologij plitvih geotermalnih hibridnih sistemov za ogrevanje in hlajanje. Potem je tudi izvedba pilotnih naložb, pri čemer mi pridobivamo izkušnje, oblikujemo tudi določena priporočila in ocenjujemo prenosljivost teh pilotov tudi v druga območja Podonavja. Organiziram tudi različne seveda dogodke za relevantne deležnike, usposabljam delavnice in konference, pripravljam bo transnacionalni akcijski načrt za politično zagovorništvo in nenazadnje tudi spletna digitalna platforma z virtualno tržnico za povezovanje ponudbe in povpraševanje po tehnologijah plitve geotermalne energije. Ciljne skupine. Za ciljne skupine projekt je namenjen različnim deležnikom, ki so v bistvu ključni za implementacijo projektnih aktivnosti. Na lokalni ravni so seveda to samoupravne lokalne skupnosti, ki v bistvu odločajo o infrastrukturnih naložbah in lokalne energetske politike. Potem so tudi sektorske agencije kot ciljne skupine, ki zagotavljajo strokovno podporo, mala in srednja velika podjetja, ki v bistvu delujejo na trgu. Seveda je projekt namenjen tudi splošni javnosti, saj v bistvu želimo, da se poveča ozaveščenost o prednostih plitve geotermalne energije. Potem so tu še regionalni in seveda državni organi, ki v bistvu oblikujejo energetsko politiko in na koncu potem še visokošolske in raziskovalne organizacije, ki pa v bistvu ponujajo ali pa prispevajo neko znanje, strokovno znanje. Čisto na kratko o poteku izvajanja projekta Danube GeoHojko. V skladu z glavnim ciljem projekta so bili opredeljeni 3 specifični cilji, in sicer delovni sklop 1 je to je zasnova in optimizacija tehnologije plitvih geotermalnih hibridnih sistemov ogrevanja in hlajanja. Zdaj, prvi delovni sklop je zasnovan kot projektno orodje za podporo odločanju, ki omogoča projekcijo in izbiro v bistvu najbolj ustreznih tehnologij pri investicijah v prihodnosti. To v bistvu pomeni, s tem orodjem bo vsaka občina lahko v prihodnosti preverila, katera tehnologija je v bistvu najbolj optimalna, če se odloči za prehod za uporabo fosilnih goriv na obnovljive vire energije. Potem je tu še delovni sklop 2, načrtovanje, ki ga vodi skupnost za izkoriščanje potenciala plitvega geotermalnega ogrevanja in hlajanja. Drugi delovni sklop se osredotoča na trajnostno izrabo potenciala plitve geotermalne energije. Glavni cilj je v bistvu predstaviti različne možnosti in pristope, ki bi občinam, podjetjem in drugim deležnikom omogočali učinkovito, okoljsko in ekonomsko upravičeno uporabo geotermalne energije. In še tretji delovni sklop, to pa je v bistvu digitalna platforma in virtualna tržnica za spodbujanje plitvega geotermalnega hibridnega ogrevanja in hlajanja. Tretji delovni sklop se osredotoča na razvoj digitalne platforme z vgrajeno virtualno knjižnico in tržnico. Ta v bistvu uporabnikom, ta bo v bistvu vsebovala različne informacije, gradiva in baze uporabnikov, predvsem pa bodo tu vključeni ponudniki storitev na področju izkoriščanja plitve geotermalne energije. Potem so tu še prikaz rešitev pilotnih ukrepov in pilotnih naložb. Zdaj, v bistvu, če od tega samo omenim, v okviru projekta bo izvedenih 5 pilotnih naložb za v bistvu za praktično preizkušanje rešitve plitve geotermalne energije. Pa v okviru projekta bo v bistvu tudi oblikovan ali pa pripravljen transnacionalni akcijski načrt, ki bo v bistvu določal strateške usmeritve, ukrepe in priporočila za spodbujanje uporabe plitve geotermalne energije v celotni podonavski regiji. To je lokacija v bistvu pilotnih investicij. Naša pilotna investicija je seveda v vrtcu Martjanci, potem pa pilotne investicije izvajajo še v Avstriji, na Hrvaški, Madžarski in Romuniji. No, potem pa je tu še zdaj na koncu predstavitev slovenskega pilota, vrtec v Martjancu. Sicer gre za objekt, ki je zgrajen bil leta 1957, obsega 238 kvadratnih metrov ogrevalne površine. Zdaj, pred izvedbo investicije je bil vrtec ogrevan z obstoječim oljnim kotlom s priklopom na DOLF sistem. Zdaj, slovenski pilotni projekt je zasnovan kot hibridni sistem ogrevanja in hlajanja na plitve geotermalno energijo.
V okviru projekta smo analizirali geotermalni potencial območja, primerjali smo tudi možnosti odprtega in zaprtega sistema in se v tem primeru odločili za zaprti sistem, ki je načeloma stabilnejši glede nihanja voda in kakovosti podzemne vode. Pilot vključuje 100 metrov globoko geotermalno vrtino, integracijo toplotne črpalke v obstoječi sistem ogrevanja vrtca in ohranitev kotla na kurilno olje kot rezervnega vira za pokrivanje vrhovnih potreb po toploti. Celotna investicija je znašala 48.000 evrov. Ta slika, prva slika prikazuje začetek vrtanja prve vrtine, potem pa je še tu nekaj slikovnega gradiva z prve in druge geovrtine, potem priklopa na geovrtin v kurilnici, pa odvzem za analizo. To je to. Tako, hvala za vašo pozornost, to je v bistvu z moje strani na kratko v projektu, pa predajam besedo zdaj Mitji z Geološkega zavoda Slovenije. Pozdravljeni še v mojem imenu, sem Mitji Janža, prihajam z Geološkega zavoda Slovenije, enega od partnerjev v projektu. Naša naloga v partnerstvu je bila predvsem nuditi tehnično podporo in svojim znanjem z področja geologije oziroma geotermije prispevati k učinkovitejši izvedbi samega projekta. V tej svoji predstavitvi bom nekako predstavil dve temi. Prvo je to informacijsko orodje, ki smo ga izdelali v okviru projekta, drugo pa sama praktična izvedba tega geotermalnega sistema, ki smo si ga ogledali. Raba geotermalne energije ima neke specifike oziroma malo se razlikuje od klasičnih načinov ogrevanja, kjer imamo v primeru povečanih potreb po ogrevanju dovedemo večjo količino energenta. Pri geotermalni energiji to ni možno, ker gre za obnovljivi vir energije. Ta energija se obnavlja s pomočjo sonca in pa notranje energije zemlje. Ta proces traja nekaj časa. Zato moramo pri dimenzioniranju teh geotermalnih sistemov dokaj dobro vedeti, kakšne so te naravne danosti, da lahko dovolj toplote odvzamemo oziroma da pridobimo dovolj toplote. In ravno s tem namenom, da bi lažje dimenzionirali te sisteme, da ne bi prišli v kakšne situacije, ki bi bilo te energije v določenem obdobju premalo, smo razvili to informacijsko orodje. Kolegi iz Zagreba, z rudarske fakultete, so vodili ta proces in sicer je to orodje prosto dostopno, gre za spletno aplikacijo, kjer s pomočjo nekega osnovnega znanja oziroma poznavanja teh značilnosti sistema vnesemo te vhodne podatke, ki se nanašajo na same geotermalne vrtine, postavitve teh vrtin, načina oziroma lastnosti toplotne črpalke in pa zelo pomembno tudi meteorološke značilnosti nekega območja. Se pravi, mi moramo naprej se zavedati, kakšne bodo te potrebe po ogrevanju oziroma ohlajanju. In mi smo to orodje testirali in smo s pomočjo tega orodja izračunali, da bi nekako za pokrivanje večine teh potreb po ogrevanju vrtca bile ustrezne dve geosonde globine 100 metrov in sicer bi s tem načinom oziroma s tem sistemom zagotovili, da se temperatura podpovršja ne bi bistveno spremenila v času 25 let, kar je nekako osnovno ali pa predvideno obratovanje tega sistema. Tule zdaj na sliki se vidijo, kako bo nihala temperatura podzemlja z leti, se pravi, to, ko so nižje vrednosti, bo v zimskem obdobju, potem se bo obnovila temperatura in spet znižala v naslednjem letu. In vidimo, da ni nekega trenda, se pravi, ta sistem oziroma ta predviden način delovanja bo nekako ustrezen oziroma omogočil trajnostno rabo geotermalne energije. Spodaj pa vidimo en graf, ki nam kaže, kakšen delež potreb po ogrevanju bomo lahko s tem sistemom pokrili. In po izračunih kaže, da bomo
letno pokrili potrebe 40 megavatnih ur na leto, se pravi, določene dele, vršne potrebe pa bomo pokrivali z obstoječim sistemom na kurilno olje. Zdaj, s tem načinom predvidevamo, da bomo dosegli učinkovitost tega sistema med 4 in 7, kar pomeni, da za eno enoto elektrike, ki jo bomo dovedli, bomo dobili 4 do 7 enot toplote. Se pravi, tako pričakujemo, da bo ta sistem kar visoko energetsko učinkovit, in če pogledamo to bilančno, kaj to pomeni, pomeni, da bomo večji del te energije letne, to so letne vrednosti, pokrili z toplotno črpalko, manjši del pa s kurilnim oljem. In električna energija za to bo nekje na letni ravni 600 do 700 evrov, kar je bistveno nižja vrednost, kot je bilo obstoječe način ogrevanja. Tako, zdaj pa še sama izvedba. V splošnem ločimo dva načina rabe geotermalne energije, to je s pomočjo odprtih geotermalnih sistemov, kjer imamo eno vrtino, iz katere črpamo podzemno vodo, drugo pa, v katero jo vračamo. Drugi način je pa s pomočjo zaprtih sistemov. Ti zaprti sistemi so lahko vertikalni ali pa horizontalni. V našem primeru imamo vertikalni sistem oziroma geosondo. Zdaj, zakaj smo se odločili za ta sistem? Ta sistem je sicer nekoliko dražji, investicija je nekoliko večja in je bolj zahteven za izvedbo, vendar je pa delovanje tega sistema zelo stabilno. Ker imamo zaprti sistem, nimamo vpliva z okolico, kajti v primeru odprtega sistema imamo opravka z podzemno vodo, in v primeru, če pride do kakšnih oziroma neugodne kemijske sestave, lahko dolgoročno gledano to povzroča tudi neke določene zahteve oziroma prilagajanje tega sistema v času obratovanja. Ker je bila nekako naša vodila pri tem investiciji stabilnost sistema, ker gre za vrtec, kjer zahteva res stabilen vir energije, smo se odločili za zaprti sistem. Zdaj, ta sistem zgleda poenostavljeno schematsko tako, gre za vrtino globine 100 metrov, v katero vgradimo cev v obliki črke U, in v tej cevi kroži tekočina. Ta tekočina se pri tem, ko pride v podzemljo, se ogreje in to toploto pol s pomočjo toplotne črpalke odvzamemo in jo uporabimo za ogrevanje prostorov oziroma za sanitarno vodo. Tu so zdaj sematsko prikazane ti dve geosondi, kjer smo izvedli. Kot je že prej Kristjan predstavil, pa tisti, ki ste bili blizu, veste, da gre za precej umazano delo. Gre za vrtanje globine 100 metrov in točno, kaj se bo pojavilo na določeni globini, zelo verjetno gotovostno ne znamo napovedati, zato nas vedno kakšne stvari presenetijo. Se pravi, v prvi fazi je bila izvedena vrtina, potem smo v to vrtino stavili cev, se pravi dvojno cev, vrtino cementirali in pol v končni fazi dobili ta sistem. Zdaj, kot sem omenil, nas pogosto pri teh stvareh kaj preseneti. To je prikaz vmes, ko je prišlo do pretrga te cevi. Pri vstavljanju te cevi je prišlo do poškodbe in pol žal do poškodbe cevi, tako smo mogli to cev zamenjati oziroma ponovno izvrtati, tako je bilo kar nekaj dodatnega dela, ampak na koncu se je vse dobro izteklo in zdaj imamo spostavljen sistem, kjer vidite tam povezovalne cevi v tem jašku, tako pa izgledajo cevi v teh dveh vrtinah oziroma geosondah. No, med samo izvedbo tega sistema smo tudi upravljali določene meritve oziroma odvzemali vzorce, tako da imamo zdaj približno dokaj jasno sliko, ko se nahaja tule pod površjem do globine 100 metrov. Tule je upravljena karotaža, s pomočjo katere smo zdaj lahko ločimo oziroma razdelimo
te različne litološke enote, ki se pojavljajo pod površjem oziroma vemo, kakšna je približno njihova sestava. No, pomemben del vsakih raziskav je pa tudi test toplotnega odziva. S pomočjo tega testa mi segrejemo to geosondo oziroma segrejemo okolico, pa gledamo, kako hitro se ta stvar ogreva oziroma ohlaja in na podlagi tega določimo ocenimo, kakšne so lastnosti oziroma koliko toplote bomo lahko iz te geosonde odvzeli. In tule zdaj, tole je profil, temperaturni profil. Vidimo, da nekako na globini 10 metrov je ta temperatura 13 stopinj v naravnih razmerah, pa naraste nekje do 16 stopinj na globini 100 metrov. To je pa temperaturni profil po segrevanju, se pravi po izvedbi testa toplotnega odziva. Kaj je zanimivo pri tem, je, da imamo odstopanja določena. Zdaj ta odstopanja nam pomenijo, da je v teh delih odnos oziroma izguba energije večja. Se pravi, če mi segrejemo, nam bo na določeni odsekih ta energija hitreje bežala. Kaj je razlog za to? Tukaj spodaj imamo podzemno vodo in v določenih odsekih je ta tok podzemne vode malo večji. Zdaj, za ta sistem, ki smo ga mi ugradili, je to ugodno in zdaj vidimo tudi že prve meritve, ki smo jih izvedli po delovanju tega sistema, se pravi, prvotna temperatura se po delovanju tega sistema nekoliko zniža in vidimo, da na teh odsekih, kjer imamo večji tok podzemne vode, je to znižanje temperature manjše. Se pravi, ko bomo mi lahko v prihodnosti odvzeli več energije, zato ker se nam bo s pomočjo toka podzemne vode ta energija obnavljala. Tako lahko z dokaj veliko verjetnostjo zdaj zagotovimo, da bo ta sistem učinkovito deloval tudi v prihodnje. Hvala. V prostorih Bistre hiše v Martjancih je prav tako potekala novinarska konferenca v sklopu projekta e-Synergy, kjer so zbranim predstavili ključne rezultate projekta s poudarkom na dosežkih izvedenih pilotnih investicij. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Sem Janja Horvat in sem predstavnica organizacije Bistra hiša. Kot je že gospod Bojan povedal, tukaj v tem projektu sodeluje 16 partnerjev, pri čemer smo s Slovenije 2 slovenska partnerja, na čelu vodilni partner lokalna energetska agencija za Pomurje ter naša malenkost kot projektni partnerji Bistra hiša. Torej iz 12 držav območja Podonavja. Projekt traja od 1. januarja 2024 pa vse do junija 2026. Prinos projekta je nekje okrog 2,5 milijona evrov in izvaja se v sklopu programa Interreg Danube. Torej, glavni cilj projekta je, da prikažemo inovativne rešitve za zmanjšanje koničnih obremenitev električne energije, ter tukaj seveda želimo izboljšati izvajanje direktive Evropske unije o obnovljivih virih energije s pilotnimi ukrepi, čezmejnimi strategijami in pa podporo politikam. Pričakovani rezultati so bili zmanjšanje koničnih obremenitev vseh pilotnih projektih, povečan delež obnovljivih virov energije in seveda tudi večja prilagodljivost lokalnih omrežij, potem tudi izboljšanje usklajevanja politik ter opolnomočenje proizvajalcev in odjemalcev ter seveda ustvarjanje teh ponovljivih modelov za druge regije Podonavja. Seveda rezultati pilotnih projektov so bili izvedeni v 8 državah in sicer najprej v Sloveniji, kjer smo seveda želeli upravljati neuravnoteženost med porabo in pa proizvodnjo energije na ravni stavbe. Tukaj je bila integrirana polnilna postaja za električna vozila, skupaj s sistemom fotovoltaike, baterij ter omrežjem. Na Hrvaškem je partner namenil baterijski sistem s podporno infrastrukturo za akumulacijo energije iz sončnih kolektorjev, ki je na voljo tudi takrat, ko ni sonca. Potem v Avstriji je avstrijski partner peljal baterijski sistem v kampusu in tukaj si je seveda prizadeval za vzpostavitev energetske skupnosti s 15 člani za zmanjšanje odvisnosti od omrežja in seveda
koničnih obremenitev. V Nemčiji je bil pilotni partner, kateri je uvedel pametno upravljanje omrežja, ki povezuje hidroenergijo, umetno inteligenco in pa polnilno infrastrukturo. Bila je dosežena okrog 20% zmanjšanje koničnih obremenitev ter seveda tudi večja stabilnost in pa prilagodljivost omrežja v realnem času. Na Madžarskem so vzpostavili tako imenovano lokalno energetsko skupnost, kateri projekt je zmanjšal konične obremenitve in pa emisije CO2 ter ustvaril pravni ter tehnični model za prihodnje energetske skupnosti in seveda okrepil lokalno sodelovanje in pa uporabo prej neizkoriščene sončne energije. V Bolgariji so pa naredili baterijski sistem in sistem za upravljanje energije. V tovarni za predelavo stekla so izvedli optimizacijo proizvodnje in pa porabe električne energije s pametnim sistemom za shranjevanje energije, ki seveda upravlja proizvodnjo in pa porabo na podlagi cenovnih signalov. In potem še imamo dva naslednja. V Bosni in Hercegovini so namestili strešno sončno elektrarno ter s sistemom z baterijskega shranjevanja z zmogljivostjo 10 kWh. V Ukrajini pa je partner na terapevtsko-rehabilitacijskem oddelku namestil 20 kW toplotno črpalko zrak-voda, ki jo napaja strešna sončna mini elektrarna, da bi zagotovil energetsko neodvisnost in pa seveda neprekinjeno oskrbo z energijo v času pomanjkanja. Dejansko tile pilotni projekti so dosegli nekako pomembne rezultate na področju energetske učinkovitosti in trajnosti. Kot smo že prej povedali, naši pričakovani rezultati so dejansko bili uresničeni. In tukaj smo zmanjšali konične obremenitve za 15 do 37%, dejansko tudi uporabo obnovljivih virov energije in pa delovanje izven omrežja v povprečju 7 do 15 MWh na leto. Prav tako smo tudi zmanjšali emisije CO2 za približno 2000 ton na leto. Seveda v samem izvajanju projektov je bilo vključeni več kot 200 deležnikov in seveda ta ponovljivost teh inovativnih rešitev je pa bila potrjena v 4 partnerskih regijah. Dejansko od pilotnih projektov pa vse do politik, od direktiv pa vse do dejanj, dejansko naš projekt e-Sinergy omogoča odporno, pametno in pa sodelovalno energetsko prihodnost za podonavsko regijo. Z vključitvijo projekta e-Sinergy v nacionalne in pa regionalne strategije lahko vlade ne le izpolnijo obveznosti do Evropske unije, temveč tudi tukaj okrepijo svoj politični ugled kot vodilne pri izvajanju Evropskega zelenega dogovora. V tem projektu smo ustvarili tudi tako imenovani masterplan, to je transnacionalni masterplan, kateri pretvarja dokaze iz pilotnih projektov strateško znanje za oblikovanje politik. In ta ponuja konkretne usmeritve za odločevalce, regulatorje, tudi občine, saj na podlagi praktičnih izkušenj prikazuje, kako lahko pametno shranjevanje energije, lokalna proizvodnja iz obnovljivih virov energije in seveda aktivna vloga porabnikov prispevajo k varnejšemu, cenovno dostopnejšemu in trajnostnemu energetskemu prehodu Evrope. Hvala za pozornost.